prej smo slišali o tem, da je še nekaj več in da je mediacija najprej neka praktična veščina. Kje pa se potem lahko človek priuči? Menjen je bil tudi Zavod Rahmo. Kako je to stvar? Ja, absolutno se te veščine lahko pridete učiti k Zavodu Rahmo. Organiziramo različne usposabljanja za mediatorje, od osnovnega do nadaljevalnih, nadaljevalna za družinske mediatorje, za šolske mediatorje, za mediatorje v podjetjih in tako naprej. Tako da to je gotovo ena zelo dobra možnost učenja mediacije. Zdaj, kje se lahko človek nauči mediacije, pa pravzaprav še bolj kompleksno vprašanje. Mediacije se človek lahko uči tudi življenja. Lahko upozorujemo v vsakdanjih situacijah konflikte oziroma stvari, ki se dogajajo, in upozorujemo in premišljujemo, se pravi, kako, kje se zatikajo, kje se ljudje ne slišijo, kje namesto, da bi iskali rešitev, se pravi, iščejo krivca in tako naprej. Vsekakor je pa ta pot učenja ali pa razvijanja mediacijskih veščin veliko lažje, če ti nekdo to pokaže, če te nekdo upozori, če tudi razvijaš te veščine, oziroma tudi uriš veščine ob spremstvu nekoga, ki je že mogoče nekaj korakov v tej smeri naredil. Tako da zaradi tega je zelo priporočljivo usposabljanje za mediatorja, ki pravzaprav skrajša to pot učenja mediacije. To je 200-urni tečaj, ki so predavanja. Ja, kako to izgleda? Takšno usposabljanje, recimo. Ja. Hvala. Ja, zdaj se prav najprej bi rekel, da seveda so tudi predavanja, ampak veliko, vsaj pri Zavodu Rahmo, je veliko večji poudarek na praktičnem delu, na urjenju, na igrah vlog, na praktičnih vajah, ki se pa potem prepletene tudi z teorijo, se pravi ob refleksiji, analizi teh vaj, oziroma tudi napak, ki jih udeleženci teh usposabljanj kot mediatorji naredijo, se tudi ozavešča, oziroma kombinira s teorijo ali pa z teoretičnimi deli. Glavni poudarek je seveda na ozaveščanju vloge mediatorja, tako da razvijamo zavesten pristop k vodenju mediacije in pa seveda k treningu, se pravi, da je urjenje vaja pridobivanje veščina. Tako da bi rekel, da je večji del pravzaprav naših usposabljanj praktično ravnan. V vsakem primeru lahko rečem, da je več kot polovico, oziroma celo bi se potrditi, da je več kot 75% časa zapolnjenega z igrami vlog in analizo teh iger, se pravi zaveščanjem procesa. Je pa zdaj, kar se tiče ur, teh usposabljanj je pa različno. Za začetek imamo nas 80-urni program usposabljanja, ki zadošča za razvijanje teh veščin in uporabo teh veščin v svojih okoljih, se pravi za tako imenovano neformalno mediacijo. Potem imamo pa nadaljevalni, se pravi, oziroma dodatni program, dodatnih 60 ur, ki pa nadgrajuje teh 80 ur, oziroma ta prvi del osnovnega usposabljanja v bolj tudi formalno usmerjanje, se pravi, ki pomeni pripravo za izvajanje formalne mediacije. To se pravi, to vse skupaj pride 140 ur za začetek, potem so pa še nadaljevalno usposabljanja odvisno od področja. Recimo za družinske mediatorje je tukaj nadaljevalno usposabljanje 120 ur, za šolske nekoliko manj, 50 ur, različno področja. Tako da ja, tam nekje okrog 200 ur bi bilo kar priporočljivih, predvsem zato, ker se mora tudi te veščine in te znanja počas pridobivati oziroma postopno. To ne gre čez noč, da bi pridobili te veščine, ker so po mojih izkušnjah, po izkušnjah iz naših usposabljanj, so mediacijske veščine precej drugačne od običajno uporabljenih veščin. Nekatere se seveda prekrivajo, po drugi strani pa še posebej ta nevtralnost, ki sem jo že omenil, je tako nekoliko malo poznana ali pa uporabljena, da je treba kar nekaj časa in kar nekaj treninga, da se to veščino,
je veščina razvije.